Karadžov kamak. To je to za raj na zemlji. Čudovito. Ja, kakšen most je pa to. Ta je pa rekorder. Prava bolgarska divjina. Najvišji jamski slap na celotnem Balkanu. Ja, tako veliko pa še nisem videl. Tam je še en naraven most. Jezero Ledvičko, pa dvojno jezero. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Četrti dan raziskovanja Bolgarije se je pričel v osrčju čudovitih rodopov. Rodopi so seveda gorovje v Bolgariji, bolj v južnem delu Bolgarije. Se pravi, ko se rodopi končajo, je v bistvu že Grčija. Zdaj so pa res nekako v centru rodopov. So pa to vrhovi tam okoli 2000 metrov, zelo gozdnati, precej strmi, ni planot. Tukaj smo pa nas navajen. In zdaj smo prišla do ene čudovite pravoslavne cerkvice na vrhu hribčka, tako da zelo podoben kakor pri nas, samo da je pač pravoslavna. Cerkvica, takole pa izgledajo rodopi. Evo, vidite, vse zelen, ogromen drevja. To so vrhovi tukaj visoki tam okoli 1500-1600 metrov. Evo, tam sva spala, to je vas Borovo na približno 1100 metrih. Od tele cerkvice sva prišla na izhodišče za prvo turo v rodopih. Zdaj se nahajamo v takmu, bi rekel, grebenu med dvema dolinama. Evo, to so lepo ti lepi vrhovi rodopov. Mi da gremo pa zdaj, tamle se vidi ene skale. No, Maja, kaj je to? Karadžov kamak. Gor je zagozdena velika skala. Tako. Med dvema stenama. Ja, tako. Vidite, tam lagune skale, od tega gozdnatega hriba levo so ene skale in tam je taka znamenitost. Ogromen balvan, zagozden, v bistvu je dve stene, spodaj gre pa pod balvanom pot. To se greva zdaj pogledati. Sva pa drugače približen na, koliko Maja, od 1300 bi jaz rekel. 1325 res je. Evo. Skozi kakšne čudovite bukove gozdove hodva proti temu Karadžovemu kamaku. Res čudoviti gozdovi. Rodopi so seveda iz silikatne kamnine, zato je v bistvu tako bogat, zelen, ki seveda zadržuje vodo. Čeprav je zdaj velika suša, je res še vse zelen. Zelenega dela prihajava v kamniti del. Takoj kamen zagozden med dve stene. Karadžov kamak. Zdaj greva pa skozi. Pa na vrh skale. Pot pa zgleda takole. Nekdanja, lahko rečemo. Tako da spet super. To je to za raj na zemlji. Ni treba, da je urejena pot skozi kamak. Se so štriki. Je res spet odlično. Dan se je začel odlično.
Zdaj sem tik pod skalo. Super. Je pa kar strmo. Da vidimo, kaj je gor. Že na višin skale. Na to stran. Pa takole. Wow. Noro. Takšna trdna skala, to je pa tunelit, ja? Na vrh pa taka ravnina. Je noro. Cerkvica, to je cerkev Svete Trojice. Tam sva štartala in prišla v bistvu nekako v 50 minutah. Sva pa kar zelo hitra. Piše sicer uro pa pol. Evo, midva skoraj še enkrat hitrejš. Zdaj pa pojmo še tam na rob pogledati. Kakšna skala je tlele. Skalna zmanjka. Vse to so rodopi. Sicer na delec gleda kar podoben našim hribom, ampak skala je pa čist druga. Pa tudi bolj so zeleni, precej bolj. Evo, tamle so take gorske vasice. Lepo. Evo, tamle tale cerkev Svete Trojice. Zdaj pa na zaslužen zajtrk, fruštek. Lep viharnik, borov. Pa nas ima cesno, tle pa borov viharnik. Evo, pa na skalo. Čudovito. Zdaj pa stojiva tik nad kamnom. Tole spodaj je ta Karadžov kamak, oziroma ta skala, ki je zagozdena med dvema stenama. Evo, tole izgleda še enkrat z vrha. Čudovito. Evo, skale, tam pa sam zelenje. Zdaj sem pa prišla v dolino, to je dolina potoka Belica, kalni most na reki Belici, se pravi spet naraven most, skozi katerega teče reka oziroma potok Belica. Čudovito delo narave, kako je rečica izdolbla most skozi skalo. Prav naravni most v rodopih. Evo, Maja že brod čez, pod mostom. Ne vem pa še jest. A bo? Bo. Ni tako mrzla? Ni. Aja. Osvežilna voda. Evo. Skozi naravni most. Voda je lepa, čista. Še most z druge strani. Prav, gor vodno. To je to. Zdaj pa naprej
pogledati še en čudovit slap z lepim tolmunom. Tam se bo pa verjetno tudi malo skopala. Voda ima pa recimo 15 stopinj. Šla sva do enega lepega slapa s še lepšim tolmunskom. Evo, tukaj se imamo namen kopati. Voda je čisto drugačne barve kot pri nas. Je črna kamnina. Super! Lepo. Sva v srcu Rodopov na višini približno 1500 metrov. Zdaj smo pa prišla na v bistvu eno največjih znamenitosti v Rodopih, to so pa čudežni mostovi. Ja, kakšen most je pa to? Hoho, ta je pa rekorder. Ta velik je sušen, se pravi ne teče voda skozi, je verjetno tekla v preteklosti. Tam je pri smreki pa manjši, pa teče voda skozi. O, kakšna veličina to. O, noro. Še zbal višji. Noro, res, noro. Evo, tukaj pa drugače tudi že čist naša drevesa, prav jelke, smreke. Evo, gor na vrh mosta pa borovci. To so čudesni mostovi v Rodopih v Bolgariji. Zdaj smo pa že na oboku tega največjega mostu. Evo, se bo uspela gor do vrha. Evo, tako izgleda dol. In pa ta dolina tega potoka naprej. Tega oboka. Zdaj pa vidi tudi drugi spodnji manjši most. Manjši most. Zdaj smo pa že na oboku od tega sosednega malega mosta. Prej so ga gledala z oboka velikega. No, zdaj pa vidva veliki most še brez razdalje. Tukaj se zdaj vidita oba mostova, se pravi tisk, ki je suh, pa tisk, ki teče potok skozi njega. Pod tem velikim mostom, zdaj se bo pa spustila dol do potoka, pa najprej šla pogledati spodnji most, potem pa še skozi zgornjega, pa nazaj. Pogledajte tale obok. Noro. Tukaj je v bistvu konc turistične poti, ampak video se nadava, greva pogledati, kako izgleda še spodnji most. To so pa ene neznane rožice, teh po Sloveniji nimamo, to pa zna biti tudi kakšen bolgarski endemit. Evo, zdaj se pa drugače bližava temu preduhu, malemu mostu. Tukaj seveda čist ne turistično, ampak mi da se nadava, greva. Prebijanje do drugega okna. Rok bo šel po vod. Prava bolgarska divjina. Je še stop. Evo, pogled nazaj, kar korita. Tako ne vem, je to most, a gre skozi, kar jamo. Nek se še ne vidi za enkrat. Že v bistvu pod mostom. Evo, tukaj že slutam skozi luknjo. Evo jo. Zdaj smo prišla ven, seveda spet na isto zgornjo stran. Zdaj greva pa skozi
zraven velikega mosta, skozi mali most, skozi katerega teče potok. Čudovit. To se lepo pokaže ven. To je ta manjši, skozi katerega teče potok, in pa večji od tega. Potok žubori spet, nikjer nikogar, ja noro. To je pa bolgarski raj na zemlji. Takole pa zgleda tale potočni most od zgoraj. Res je čudovit. Koliko je v Bolgariji teh naravnih mostov, skozi katere teče potok oziroma reka. Res neverjetno veliko. Pri nas imamo samo naravni most v Rakovem Škocjanu. Zdaj se pa nahajava nad smučiščem Pamporovo. To je seveda zelo znano smučišče v Bolgariji. In greva na en super razglednik, Orpheus Rock. V bistvu so že čisto v bližini. Razgled po Rodopih. Lepo, lepo. Kakšna površina je to, noro. Tista spodaj so pa Smoljanska jezera. Zato, ker je spodaj mesto Smoljan, se vidi, evo ga. Sva pa zdaj na nadmorski višini okoli 1900 metrov. Tista jezera so pa tam okoli 1600 do 1700. Tle je vse kar precejšna višina. Evo, takole pa zgleda prav vrh Orfejevih skal. Začel se je naslednji dan raziskovanja čudovitih rodopov v Bolgariji. Zdaj smo pa prišla do ene od najbolj znanih jam v Bolgariji. To je pa Devil's Throat, se pravi jama hudičevo grlo. Vidite, v kakšni soteski se nahajajo, to je noro. Sva približena okoli 1000 metrov nadmorske višine. To je pa Trigradska soteska. To, ker zadaj, se pravi višje gor, je mesto Trigrad oziroma vas Trigrad. Sva pa zdaj spet v centru Rodopov. Ta jama je res kar turistična, ampak glede na to, da sva tukaj, se to mora pogledati, ker baje ima noter najvišji slap, najvišji jamski slap na Balkanu. Sem tole malo ob svetu, se pravi, evo tam je se vidi lepo reka spodaj, ogromna dvorana, največja jamska dvorana v Bolgariji. Tam je zadaj se pa zdaj skriva najvišji jamski slap na celotnem Balkanu. Vidite, del slapu in to zgornji del. To je 60 metrov visok slap. Evo izhod ven z dvorane, oziroma iz jame. Evo, pa ta je ogromna dvorana. Takšna nora jamska soteska. Pogled navzgor, na izhod. Vidite navzgor. Evo, tukaj se vidijo meglice. Tele se voda zgubi v podzemlje. To je res divje soteska. Trigradska soteska. Tukaj je voda še na površju. So pa nad to sotesko. In tukaj se da, več se ne da. Evo, zdaj je pa en lep naraven most. Lepo. Kakšna zanimiva Trigradska soteska. Evo, zdaj sva prišla ven z jame.
Je pa vodič še povedal, da pri temu cestnemu mostu v bistvu reka pride spodaj ven. In tukaj zdaj vidva, evo, v bistvu, kje pride reka ven z jame. Evo, tukaj se spet začne voda, tele nič dol pa vidite, da je Soteska suha. Tako da res, evo, zanimiv. Divji kanjon Trigradske reke. Zdaj se pa nahajava v Soteski reke Jagodine in greva pogledat Hudičev most, Devil's Bridge, pa ene take kamnite mostove, slapove, razne stvari. Hodila bova na 40 minut v celi reki navzgor. Pričakujem super lepo dogodivščino. Kaj v Rodopih, res vse izjemno zelen. Čeprav je v bistvu suša, že dolgo ni bilo dežja, ampak noro zelen, res super. Evo, tukaj pa že pot se postavlja navzgor. Kakšna divja reka! Noro! Je pa majhen lepš pa Blejski Vintgar. Kakšna prelepa Soteska Jagodinske reke. Še nekaj Nižigran z mosta. Evo. Noro. Res ogromen vode glede na sušo. Od tome se pa zdaj nahaja slab. Je to še slab. Lahko koriti. To. Noro. Takšna dolina v Rodopih. Gled dol na čudovit lesen most. Evo, kar nas manjka razgledov. Pa še naprej gor. Spet sva pri reki. Veste to. In pa spet gor stopnice, evo. Zdaj smo pa v deželi repuha. Poglejte to, kakšen ogromen repuh ima Maja. No, velik. Poglejte to. Ja, tako veliko pa še nisem videl. Res ogromen. Evo. Se zahladiti. Evo, Marila. Evo. Spet smo prišla v ožji del. Poglejte, kakšna korita. Tako. Zdaj je pa tudi čudovit. Evo, spodaj pod mostom. Evo, zdaj pa vidim, da je pot pele naprej gor nad koriti. Zdaj smo pa prišla verjetno na najbolj zanimiv del tele poti. Evo, kakšna ozka korita. Dol gre steza. Evo, nad stezo pa tale Hudičev most. Seveda naraven. Kako lepo speljana pot. Noro. Evo, kakšna tesen. Maja gor. Noro. Evo, in pa tale Devil's Bridge.
čudovit je. Evo. Evo, tam je še en naraven most. Spodaj. Devil Bridge. Zgornje strani. Evo, tako izgleda v bok. In pa dol soteska. Neverjeten. Zdaj sem pa prišel prav na obok. Evo, tam je dol divja reka, Devil's Bridge, skalni most. Zdaj hodimo že nazaj z te soteske. Evo, Maja prihaja že na most. Je pa res super v tej soteski. Glede na to, da je zunaj zelo vroče, je tukaj tak fajn hlad. Tako cela pot gre ob sotesk. Sva v 6. dnevu Bolgarije. Zdaj sva pa na višini 2300 metrov na čudovitih rilskih 7 jezerih. Ja, res je, ne boste verjeli. Niso samo pri nas 7 jezera, so tudi v Bolgariji. Sicer rečejo jim 7 jezera, zdaj sva pri enem od njih. Ne boste verjeli, tudi v Bolgariji imajo jezero Ledvička. Saj je res malo podoben Ledvički. Se pravi, naša ledvička je na 1830, ta bolgarska ledvička je pa na 2330 metrih. Zdaj smo pa prišla do najvišjega od rilskih jezer. Maja, koliko so visok? Na 2440, evo na kakšni višini se nahaja tole čudovito gorsko jezero. Evo, na tisti strani se vidijo še ostanki snega oziroma plazov. Smo pa že na brezpotnem grebenu. Eto ta razgled. Za greben, kaj se pokaže. Ampak prej sem bil v zmoti. Sem mislil, da je ta jezer najvišji, ampak je tale še višji. Sicer je precej manjši, ampak je tale pa najvišji. Je pa že čez 2500. Tu vidva zdaj že 3 jezera z vrha. Jih bo pa videla vseh 7. Evo, zdaj gremo pa tam gor. Na najvišji vrh 7 jezer. Prišla na vrh grebena, na te vrhove nad 7 jezeri. Evo, na vrhu je še takole napihan sneg. Kakšen čudovit greben. Čudovit. Evo. Super. V tem grebenu sva na najvišji točki. Maja, koliko? 2643 metrov, prav kar konkretna višina. Zdaj sva pa na najlepši razgledni točki na te 7 jezera. No, Maja, koliko je jezer? Ja, jaz mislim, da jih je 8, pa eden je dvojen, to se pravi 7. Tako da v bistvu sta res zelo podoben, kot v Sloveniji, resno, ne morete verjeti. Se pravi, imamo jezero Ledvičko, pa dvojno jezero. To sta dva podobna Sloveniji. Mislim, da z istim imenom po Sloveniji. Pa solza je eden. Eden je solza, ampak so razliko, da so na veliko večji nadmorski višini. No, zdaj vam pa pokažem tele jezera. To je jezero Oko. Ta je približno na 2440 metrih. Evo, jezero Ledvička. Je kar malo podoben naši Ledvički. Potem so pa še, evo, 4 jezera. Se pravi, že tukaj se vidi 6 jezer. Samo z enega konca. Pretočno jezero, ne? Voda se pretaka z enega jezera, se vidite potoke v drugega. Ker to ni apnenc, to je granit, prav stara kamnina in voda gre seveda po površju. Zdaj smo pa pri dvojnem jezeru.
Evo, tam je na vrstu naprej na tistem razgledniku. Tu se lepo vidi, kako potok pada dol s strmo v to jezero. Se pravi, z najvišjega jezera v dvojno jezero. Ker je dvojno jezero, pa zato, ker je tam zadej v bistvu še povezava do jezera. Evo, tukaj pa zdaj vidimo pač pretok, potok z enega jezera teče v drugi jezer, ki je pa tamle. Vse je po površju, ni tako kakor pri nas gre pod zemljo. Ker je seveda tole neprepustna kamnina.